Pozdravljene, drage besedoljubke in drugi. Beseda tedna je šanketa. Za šanketo okličemo vsako tisto anketo javnega mnenja, ki v svojih rezultatih odkrito favorizira eno politično stranko in zato pri njej obstaja dvom, da je prirejena in ne odraža resničnega javnega mnenja. Šanketa je anketa, ki sicer ni nujno narejena ob šanku, a se po svojem duhu kaže kot šank debatam enakovredna. Primer uporabe besede. Zadnja anketa javnega mnenja, ki jo je izvedel Inštitut za enkratno uporabo, kaže na to, da bo SMC, ki se je vmes konkretno preimenovala, zopet vstopila v parlament. Šanketa! To je Počivalšek sklical ostankov svoje poslanske skupine in so se za šankom malo poanketirali. Vidite, šanketa je tak zabaven ljudski izraz, ki ga uporabljamo vsakič, ko nam nekdo namesto realnega javnega mnenja prodaja buče. Posebna oblika šankete je šenketa. Gre za pojav, ko agencije šanketo opravijo celo brezplačno in jo politični stranki, ki je njihov redni naročnik, tik pred volitvami podarijo ali po domače šenkajo. Nekdanji avstrijski premier Kurz je moral celo odstopiti ravno zaradi šenket. Ja, drage moje, pravila igre v naši dnevni politiki se ves čas spreminjajo. Na katedri za politologijo ljubljanskega FDV-ja že dalj časa ugotavljajo, da konvencionalnih politik, ki jih politologi znajo razumeti in pojasnjevati, skoraj da ni več. Soočamo se z novimi politikami, ki predstavljajo velik odmik od dosedanjih demokratičnih standardov. In ravno zato na katedri razmišljajo o uvedbi nove smeri študija, ne več politologije, temveč pultologije. Študij politik, ki se ne ustvarjajo v institucijah, temveč ob točilnem pultu v bližini institucij. Pultologija. Še ena nova beseda in z njo nova veda, ki bo znala razumeti in analizirati novodobno šank politiko in seveda tudi šankete. In to je bila beseda tedna. Lejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa se dejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.